Lep pozdrav vsem. Samo da gasnem. Jaz sem kar pripravila tukaj prezentacijo, tako da jo bom kar bomo štartali share, da se vidi. In sicer na Mirovnem inštitutu smo v okviru tega projekta pripravili priročnik za komuniciranje, in sicer z naslovom z učinkovitim komuniciranjem do večje prepoznavnosti. S tem priročnikom smo nekako želeli pokazati, kaj lahko naredimo sami znotraj nevladne organizacije. Namreč večina nevladnih organizacij nima dovolj sredstev ponavadi za to, da bi lahko omogočilo delovno mesto vodje komuniciranja ali pa da bi lahko sodelovali za kakšno profesionalno agencijo, s katero bi v bistvu potem lahko tudi bolj dosegali publiko. Tako da prednosti strateškega komuniciranja, počasi se vsi zavedamo tega, kako pomembno je. V prvem delu tako v bistvu nekako probamo razložiti, kaj to je, zakaj se tega potrebno lotiti, od pojasnitve namenov in ciljev do merjenja uspeha in pa napredka. Se opravičujem, zakaj pa ne prime? Takole. To je pač prvi del. Naprej nadaljujemo na neke ocene zmogljivosti, in sicer veliko se govori o komunikacijskem načrtu. To je že kar nekaj teh priročnikov je, kako narediti komunikacijski načrt, vendar pa preden se to sestavi, je treba vseeno pogledati, kakšne so finančne zmogljivosti, kadrovska zmogljivost in pa predvsem interes vodstva, ker namreč drugače ta komunikacijski načrt ostane le nek formalni dokument, ki se ga ne uveljavlja v praksi. Zdaj, finančna zmogljivost pomeni, seveda treba je pogledati, ali se organizacija predvsem financira z projektnim delom, ali ima mogoče programska sredstva ali neka druga sredstva. Kadrovska zmogljivost spet odvisno tudi od velikosti same organizacije, ali to prevzame ena oseba, v kolikšni meri to prevzame ena oseba, koliko to vpliva na njeno drugo redno delo in tako naprej. In kot še omenjeno, brez interesa vodstva, če tega ni, potem kmalu neko delo, tudi če je kontinuirano, kmalu zvodeni. Zdaj, kako smo na Mirovnem inštitutu to rešili? Mi smo začeli zelo pozno, v bistvu glede na starost naše institucije, šele nekje zadnje 2 leti se s tem bolj ukvarjamo, in sicer smo pa vseeno, glede na naš način dela, glede na to, da smo vseeno razpršeni glede na različna področja dela, ugotovili, da mi toliko ne potrebujemo vodjo komuniciranja, kakor rabimo v bistvu neko vrsto koordinacijo. Zato je tudi moje delovno mesto v bistvu nisem vodja komuniciranja, temveč koordiniram, kar pomeni, da recimo delamo na 2 področjih, torej imamo projektno delo, kamor v bistvu se potem vključuje glede na potrebe samih projektov, oziroma imamo pa potem tudi neko delo, ki se tiče pač Mirovnega inštituta kot v celoti, kot neke krovne organizacije, tukaj se pa potem v bistvu nekako bolj najde tudi ta moja vloga. Recimo en tak primer je, da ko dajemo izjave za javnost oziroma komentiramo določeno problematiko, takrat recimo se tega loti vedno nekdo na inštitutu, ki je strokovnjak na tem področju, in ta napiše nek osnutek, na kar ga deli z vsemi ostalimi, in potem ta osnutek popravimo, predelamo, če je potrebno. In nekje moja vloga ni toliko, da spremenim vsebino, kakor da pač nekako usmerim, ne vem, ali spremembo besed, ali mogoče skrajšati in podobno, tako da potem, ko pač pride ven nek končni tekst, tudi poskrbim, da gre ta tekst naprej ven. No, naprej. V priročniku potem seveda predstavljamo različne komunikacijske kanale in orodje, se tukaj zdaj ne bom veliko stavljala, ker pač na koncu bom itak delili tudi povezavo na priročnik, in se te stvari lahko pogledate tam. Mogoče samo 2 poudarka, in sicer pri družbenih omrežjih in pa pri spletni strani. Pri družbenih omrežjih je vredno pomisliti na to, katere kanale dejansko boste uporabljali in katere ne. Ker namreč to, da imate več kanalov, še ne pomeni, da boste lahko kvalitetno delali na njih. Mogoče je dobro razmisliti, ali imate samo 1 ali 2 kanala in se temu posvetite, kot pa da je vse razpršeno in na koncu v bistvu zanemarjate vse skupaj. Pri spletni strani pa le to, da
nekako ne zanemariti. Veliko mladih, predvsem mladih društev, včasih ignorira to, da bi izdelali spletno stran, ampak si rečejo, se je predstavitev na Facebooku in Instagramu dovolj. Mogoče v štartu ja, ampak vseeno spletna stran je tista, ki vas celovito predstavlja in ki je hkrati tudi arhiv vašega delovanja in nekje v prihodnje vsakdo, ki se bo želel z vami pač delati, bo prvo pogledal in bo tam dobil nek celovit pregled. Ne. Zdaj na Mirovnem inštitutu mi sicer nimamo zdaj neko optimalno spletno stran, mogoče tudi malo že zastarela glede na vse, ampak smo pa naredili vseeno dober korak in sicer, da smo omogočili izdelavo podstrani, preprostih podstrani, kar pomeni, da smo si v bistvu prihranili kar nekaj dela, predvsem v smislu, da ne rabimo vedno za kakšen manjši projekt outsourcati nekoga za delo oziroma zakupovati v vsakem primeru vedno neke nove template. Ne? In v tem bom takoj pokazala tudi, kakšne so recimo te podstrani. Zdaj, kot sem že omenila, kadar pišemo izjave oziroma komentarje, takrat v bistvu uporabljamo predvsem copywriting časopise, to se vse bolj in bolj uporablja tudi v nevladnem sektorju za pisanje krajših izjav in pa tekstov. Malo manj mogoče uporabljamo zgodbe, vendar v teh dveh primerih, ki bom zdaj pokazala, smo ravno to naredili. Pa nekako zdaj v zadnjem letu dni se je uveljavlja ta neka ukvirjenje sporočil na temelju vrednot, na to je bilo kar nekaj delavnic narejenih v zadnjem letu in tudi posebej za nevladne organizacije. Jaz se tukaj ne bom zdaj tle posebej ustavljala na tem delu, gre pa za veščino, kako nekako nagovoriti zlato sredino javnosti. O tem je več že tudi v samem priročniku napisano in tam so tudi že linki naprej, ki vas usmerijo potem predvsem na to temo. No, jaz bi zdaj rada sem pokazala te spletne strani, podstrani, ki smo jih mogoče naredili. Recimo prva je ta #nevladniki znotraj projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in pa novinarjev, kjer smo v bistvu skupaj z partnerji zbrali 9 zgodb različnih nevladnih organizacij in tukaj seveda potem na vsako slikico, ko klikneš, se odpre ta neka zgodba oziroma to je že bolj reportaža. Jasna, se opravičujem, ampak mi ne vidimo primerov, o katerih govoriš. A res? Ne. Aha, se pa opravičujem. Kako je pa to zdaj? Prej smo gledali, pa je bilo v redu. Morda, če nehaš... bom pa takole naredila, ja. Drugače mislim, da je samo v nastavitvah potrebno naštimati, da ampak da ne bomo zdaj izgubljali časa, a zdaj vidite? Dobro, torej to je spletna stran, katero sem omenjala. Torej nevladniki, kjer to je recimo eno od teh naših podstrani, ki jih lahko recimo sami naredimo. In v bistvu na klik od eno od vseh teh zgodb, tako se potem odpre pač ta zgodba oziroma reportaža, glede na to, da so avtorji tekstov novinarji. Ne? In to se nam je zdel en tak lep način, kako seveda smo potem pač te zgodbe delili tudi preko socialnih omrežij in pa podobno. Ne? Zdaj naslednja stvar, ki sem hotela še eno podstran pokazati, to je pa recimo zdaj kampanja, katero smo zadnja 2 meseca v 2021 naredili in to je v bistvu kampanja za status. Spet ena od naših podstrani, tukaj smo naredili kampanjo za pomoč izbrisanim, ker namreč včasih pač smo to imeli prijavljeno kot projekte, ti projekti so bili že končani, ampak pač ne moreš kar nekako završiti ljudi in z njimi seveda delaš naprej, zato smo se odločili za eno tako kratko manjšo donacijsko kampanjo, no in tle v tem primeru smo recimo dejansko, seveda imena so izmišljena, ampak zgodbe so pa resnične, ne, to so pač osebe, katere mi še vedno zastopamo v postopkih, ne. Tako da recimo to je eden od načinov, kako pač lahko uporabiš primer zgodbe. No, zdaj glede na to, da imamo težavo z sharom, bom se vrnila nazaj ročno. In sicer grem naprej. Seveda v zadnjem delu potem priročnika tudi seveda smo se malo posvetili tudi uporabi vizualnih elementov. Recimo na Mirovnem inštitutu smo zdaj pa zadnje leto veliko se začeli ukvarjati z infografikami.
In sicer obstaja na spletu veliko ponudnikov, veliko aplikacij, nekatere so tudi brezplačne, kar je super, ker pač pa lahko na ta način začneš in ugotoviš, ali ti to ustreza ali ti ne ustreza, in če ugotoviš, da ti ustreza, potem lahko se odločiš, da zakupaš določeno ponudbo. Zdaj ne se ustrašiti, namreč glede na to, da gre večinoma za tuje ponudnike, ponavadi imajo te premium biznis, ampak vmes imajo pa pakete tudi včasih non-profit. In znotraj tega non-profit sekcije se znajdemo tudi nevladne organizacije, kontaktiraš ponudnika, ga vprašaš, če si eligible, ponavadi v našem primeru je bilo dovolj, da smo poslali na statut, niti ni bila težava v jeziku. Oni so nam to potrdili in smo dobili pač iz njihove strani odobritev, da smo za neko zelo ugodno ceno zakupili letno članarino, zato da lahko uporabljamo aplikacijo. Mi za infografike uporabljamo pač za različne načine, če pa na hitro pogledamo. Prva infografika je pač iz projekta o sovražnem govoru, kjer smo nagovarjali mlade, torej smo pač izkoristili eno od opcij, da nekako približimo določeno problematiko. Zadnje dve infografike, ki se sicer slabo vidijo, ampak čisto, da dobite občutek. Recimo te smo uporabili za predstavitev izsledkov raziskav, eno o diskriminaciji, drugi o sovražnih narativih v medijih, kar recimo spet je super, ker v bistvu neko dolgočasno vsebino lahko preobrneš v neko slikovno gradivo in mogoče pač samo te poudarke daš ven. Druga in tretja je bila lansko leto ob obletnici izbrisa, kjer smo še enkrat želeli nekako ponoviti zgodbo, kako se je vse skupaj začelo in kje so še vedno danes problemi. No in ta druga, financiranje, je pač obdobje, kjer so nas pač veliko spraševali z različnih virov, na kakšen način se financira Mirovni inštitut, in smo enostavno se odločili, da naredimo neko infografiko in s tem enkrat slej zaključimo zgodbo glede tega vprašanja. Poleg spleta seveda gremo tudi na teren. Tukaj sta dva primera, kako smo uporabili te tam plakate, panoje, ki jih imamo v centru mesta oziroma na promenadi v Tivoliju. Prvi primer je iz 2015 ob migrantski krizi, kjer smo v bistvu za serijo plakatov želeli opozoriti na to, da smo vsi migranti, da tudi naši predniki so prišleki, da mogoče priimki, ki se nam zdijo danes samoumevni, pravzaprav izhajajo iz nekega drugega okolja. In ta drugi primer, ki ga tukaj vidite ob strani, je pa bil v jeseni 2021, kjer smo pa želeli opozoriti mimoidoče, da smo izdali vodnik po človekovih pravicah, ki sicer je na spletu, ampak smo si na ta način želeli nekako priti do čim širše javnosti in pač tudi mimoidoče opozarjati, da si pač lahko to orodje ogledajo. Zdaj še en primer, kako iti v javnost, ki se slabo vidi. Na oni podstrani nevladniki je bolj viden ali pa na tem linku, ki je tukaj gor. Ta spet iz projekta Zaščitna nadzorna vloga civilne družbe in novinarjev. Tukaj smo pa sodelovali z Cirilom Horjakom, dr. Horovicem in pa z CNV8 v tem primeru, in sicer je bila prvotna ideja ta, da se naredi 7 stripov, ki pokriva nevladne organizacije glede na pač teme, in sicer od kulture, sociale, okoljevarstva in tako naprej. Vsak tak strip se je pojavil enkrat na teden v časopisu Večer, na kar zadnji 8. strip je bil to, kar vidite zdaj na ekranu, je bil po v bistvu nek tak povzetek celotnih vseh 7 stripov. Ampak potem nekako se nam je zdelo, da ni dovolj, da je to samo v dnevnem časopisu, da bi v bistvu se nam je zdel ta strip res fantastičen, kako je narejen vsebinsko in vizualno, tako da je nekako spontano ratala ideja, da se naredi razstava, in sicer prva je bila potem v Mestni hiši v Ljubljani in nekako potem naprej po tej razstavi se je odločili, da gremo naprej po drugih mestih, in ta zdaj razstava že potuje kot neke vrste karavana po vseh večjih mestih po Sloveniji. Različna je razstavljena, od galerij do izložb, do različnih centrov. V glavnem nekako je zanimanje še vedno veliko, tako da je super, da to res prihaja vse kotičke po državi.
Ker se zdaj že bliža konec mojih predstavitvi, mogoče sam še čisto zadnji primer, ki se že počasi navezuje na Sebastjana. Tukaj je primer projekta Očka v akciji, ki trenutno še vedno poteka. No, tukaj pa imamo v bistvu kar močne partnerje, med njimi tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in pa seveda tudi imamo priložnost sodelovati z profesionalno agencijo, kjer seveda se potem tudi vidi primerno temu večji budžet, ki se ga lahko uporabi in večji resursi. Tukaj sicer vidite samo plakat, ampak v resnici v tem projektu je bilo narejeno od dokumentarnega filma do reklame, ki se je vrtela na nacionalni televiziji. S pomočjo agencije smo lahko prenesli osnovno idejo projekta res v vse tiskane in spletne medije, od najmanjših lokalnih medijev do pač tudi seveda nacionalnih. In tukaj pri tem projektu seveda smo tudi dobili podpornike projekta, kjer vidite tukaj ob strani imena, ki so pač znane slovenske osebnosti, ki so hkrati tudi mladi očetje. Zdaj še čisto samo za konec. Istočasno je lani potekal drugi projekt z veliko manjšim budžetom, Behave, torej sovražni govor na spletu, ki je nagovarjal mlade. Tukaj smo delali zelo veliko stvari, od infografik, copywritinga do animacij in vmes smo posneli tudi 3 videe, kjer smo prosili 3 glasbene skupine, da so sodelovali, to so bile Koala Voice, Joker Out in pa Zala in Gašper, in to so bili pripravljeni narediti pro bono. Kar bi rada povedala je, da nas nič ne stane, tudi če imamo majhen budžet, da vprašamo določene osebe, ki se nam zdijo primerne, če bi mogoče projekt podprle, če to seveda paše v sklopu projekta. In lahko rečemo, da je presenetljivo, koliko ljudi, če mu je vsebina domača, če se pri vsebini najde, je pripravljeno sodelovati. Tako da nič vas ne stane, da vprašate, največ, kar vam lahko rečejo, je ne, ampak zelo velikokrat se zgodi, da je odgovor da. Tako da najlepša hvala za pozornost, toliko z moje strani. Hvala, Jasna. Zdaj bi pa rada povabila Sebastjana, da predstavi izkušnje iz preteklih komunikacijskih akcij Transparency International Slovenija. Ja, hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz bom probal v svoji prezentaciji orisati nek način dela komuniciranja našega društva, dajmo reči v zadnjih 7 letih in pol, kar sem jaz zaposlen v tej organizaciji. Društvo sicer obstaja že dalj časa, ampak se je profesionaliziralo tam nekje okrog leta 2013 in do leta 2014, ko sem se jaz pridružil društvu, je zaposlovalo 5 ljudi, zdaj trenutno smo 4, tako sem tudi, da imate nek približen občutek o naših kapacitetah tudi za komuniciranje, ker to je ena izmed res pomembnih stvari, tudi to je Jasna prej povedala. Poleg strategije je pomembno tudi ta lokacija sredstev in ljudi, ki so temu namenjeni. In zdaj neka osnova komuniciranja našega društva je tesno povezana z načinom našega financiranja. Mi res velik delež svojega budžeta osnujemo okrog projektnih sredstev. Se pravi, imamo zelo malo teh jedrnih sredstev, s katerimi bi lahko prosto razpolagali. Kar pomeni, da je tudi naš način razmišljanja in posledično tudi komuniciranja zelo projektno usmerjen. To pomeni, da se na leto, 2, 3, kakor ponavadi trajajo ti projekti, na nek način menja tudi glavna sporočila, mogoče kakšne grafične podobe in tako naprej. In smo imeli skozi leta mogoče kar veliko težavo spraviti to mogoče v neko bolj koherentno celoto. Hkrati pa, ker so pač projekti naš, dajmo reči, core business, je tudi nek fokus našega dela bil vedno
izvajanje teh projektov, ki so pa po večini zelo vsebinski in imajo res zelo majhne elemente komuniciranja noter zapisane. Vsak projekt je vodil približno ve, ponavadi nek research, ozaveščanje in tako naprej. Potem je pa še neko komuniciranje za zraven. In tako, kot sem zdaj predstavil približno tako neki za zraven, tako smo mi tudi načeloma zelo projektno ali pa mogoče, da tako rečem drugače, kampanjsko, jemali tudi naše komuniciranje, kljub temu, da smo se poskušali, dajmo reči, disciplinirati, da smo pri svoji komunikaciji bolj redni, da imamo neko rdečo nit, je še vedno v zadnjih letih to tak način dela prevladoval, ker enostavno nismo alocirali niti dovolj sredstev, niti dovolj kadrov za to dejavnost. Bili smo vključeni v razne projekte CNVOS-a, recimo, kjer se je ukvarjali s, dajmo reči, pisanjem komunikacijske strategije. Imeli smo znotraj mreže Transparency International kar nekaj delavnic na to temo, kjer smo izobraževali zaposlene, oziroma smo se zaposleni izobraževali v različnih tehnikah komuniciranja, ampak je na koncu vedno prišlo do neke omejitve na tej izvedbeni ravni. Tako kot je tudi jasno omenila, se pravi, da ni ta komunikacijska strategija samo neka mrtva črka na papirju ali pa nek dokument, ki leži v predalu. Je treba res tukaj biti pozoren tudi na to, kako se dejansko na vsakdanji ravni komunicira svoje delo. In če mogoče sam podam par primerov, zakaj tudi, če se potem navežem na naslednji panel, se pravi na nabiranje sredstev, pri temu mogoče nismo bili tako uspešni, ravno zato, ker so tudi kampanje, ki so bile vezane na nabiranje sredstev, bile zelo ad hoc, zelo projektno ali pa kampanjsko orientirane. Kadarkoli se pač pojavlja neka priložnost za vložiti neka sredstva ali z projektov ali pa mogoče, da smo dobili kako pomoč od mednarodne mreže za ta namen, smo se poskušali potem tega lotiti. Ampak kar je pri nas umanjkalo, je bila ta osnova, se pravi ti temelji na vsakodnevni ravni. Bom predstavil samo en tak najbolj tipičen primer. Je bila kampanja o metroju v Ljubljani. To je en tak mogoče najbolj znan naš izdelek na področju komuniciranja, ki je imel tudi največ klikov, največ ogledov in tako naprej, ampak kljub temu ni dosegel svojega cilja, končnega. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker nam je ta osnova manjkala. Mi smo takrat, mislim, da je bilo to nekje v leta 2016-2017, ker smo imeli neka razpoložljiva sredstva, lotili iskanja agencije, ki bi nam izdelala nek ozaveščevalni material, s katerim bi lahko nabirali neke podpornike, najprej na tej neki načelni ravni, vrednotni ravni, ki bi jih kasneje lahko nagovarjali tudi za finančno podporo. In agencija je bila specializirana za neke, dajmo reči, korporativne oglase, znane pivovarne in druga večja podjetja v Sloveniji, kjer so bili zelo uspešni. Tukaj so imeli reference in tudi na podlagi tega smo jih na javnem razpisu potem tudi izbrali. Ampak tukaj se je pokazal res nek manko takega ad hoc sodelovanja, da smo že zelo veliko časa porabili za to, da smo mi v bistvu svojo vsebino skomunicirali tej agenciji, da je ta agencija razumela neko bistvo teh komunikacijskih sporočil, ki jih mi želimo prenesti in kakšne rezultate želimo iz te kampanje vam povleči. In
kljub temu, da je agencija pripravila, vsaj po našem mnenju, ok video, no, in ga tudi ustrezno podprla na socialnih omrežjih s kampanjo. Mislim, da je bila to tudi po izboru Marketing magazina to kampanja meseca v tistem mesecu. Še vedno v bistvu mi nismo prišli do želenega rezultata, ne. Že ta prvi korak, nabrati neke podpornike, v smislu čisto take podpore na ravni vrednot, nismo dosegli, ne. In potem seveda tudi ta follow-up korak ni bil uspešen pri nabiranju sredstev, ne. Pač ja, video ima zelo veliko ogledov, zelo veliko lajkov, ampak izven tega se pa nekako nismo premaknili. No, in v bistvu smo po parih takšnih, dajmo reči, kampanjah začeli razmišljati o nekih alternativnih načinih komuniciranja ali pa mogoče porabe teh resursov, ki jih imamo na voljo, ko so še vedno zelo, zelo omejeni, in smo v lanskem letu začeli sodelovati z podjetjem Dobre zgodbe, kjer je pa način sodelovanja bistveno drugačen. Se pravi, mi se nismo tukaj z njihovim sodelovanjem zavezali k neki veliki kampanji, nekim materialom, ki jih bomo porabili enkrat, pa bodo takrat nek boom ustvarjali, ampak smo se začeli z druge strani. Se pravi, z te strani, ki je nam prej manjkalo, z nekim tem vsakodnevnim komuniciranjem. Kako te principe, ki smo jih mi že sicer slišali na raznih delavnicah in tako naprej, dejansko udejanjiti tudi v prakso. In to počnemo na način, da se vsak petek za pol ure dobimo na nekem uredniškem sestanku, da tako rečemo. Da v 10 minutah predebatiramo, kakšna je bila komunikacija društva v tekočem tednu, kakšni so plani za naslednji teden in kako bi se te neke tedenske pa mesečne cilje, ki si jih postavljamo, lažje uresničili, upoštevajoč naše zelo omejene kapacitete, upoštevajoč drugo delo, upoštevajoč projekte, upoštevajoč vso administracijo, ki pride s projekti in tako naprej, ne. In to sicer zdaj počnemo od novembra, tako da zdaj težko rečem, kakšni so neki dolgotrajni rezultati, ampak se mi zdi, da že sami zdaj bolj resno živimo te principe, ki so zapisani v teh, dajmo reči, priročnikih, recimo, ne. Da že preden pridemo na uredniški sestanek, dejansko imamo v mislih, kako pripraviti določeno komunikacijo za določene dogodke ali pa določene stvari, ki jih želimo promovirati. In s tem na tej mikrodnevni ravni poskušamo izboljševati komunikacijo, s čimer želimo postaviti neko močno bazo, s katero bi mogoče potencialno lahko gradili tudi kakšne večje kampanje, ne. In to se mi zdi nek tak pomemben miselni obrat, ki sem ga hotel res v današnji predstavitvi tukaj res poudariti, no. Da mogoče, ker pač vsaj mi, no, razmišljamo tako zelo projektno, zelo usmerjeno v te neke outpute, ki jih v projektih zapišemo, pozabimo mogoče na te neke vsakodnevne malenkosti, ki so pri komuniciranju zelo pomembne, no, in to je recimo res ta obrat, ki smo ga mi, dajmo reči, dosegli v 7-8 letih, no, sem hotel izpostaviti, da mogoče pač kdo od vas to začne prakticirati precej prej, no. Ok, super. Hvala, Sebastian. S tem tudi zaključujemo ta prvi del o komuniciranju in se obračamo k zbiranju sredstev za delovanje nevladnih organizacij, ki pa vsekakor temelji v veliki meri tudi na komuniciranju. Vabim Ano, da nam predstavi izkušnje pod črto pri delu z donatorji in podjetji.
Lepo pozdravljeni. Najprej sem hitro vprašanje, če vsi vidite prezentacijo oziroma naslovno Vidimo. stran. Okej, v redu, hvala. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Ana Gabrovec in pri Podčrto vodim področje dela z donatorji. Danes bom z vami delila našo izkušnjo sodelovanja z donatorji podjetij in upam, da boste dobili kakšno idejo tudi za vašo organizacijo. Na to temo smo pripravili tudi posebni priročnik, ki vam ga bomo poslali po elektronski pošti po dogodku, vam ga bom pa tudi na hitro pokazala na koncu prezentacije. Najprej mogoče za tiste, ki nas še ne poznate, Podčrto je prvi neodvisen in neprofiten medij za preiskovalno novinarstvo v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 2014, izdajatelj medija pa je Zavod Podčrto in tako tudi mi v skladu s slovensko zakonodajo spadamo v NVO sektor. Podčrto se je že na samem začetku odločil za neko razpršenost virov financiranja. To pomeni, da je že v samem statutu in kodeksu delovanja navedeno, da se bomo financirali s pomočjo donacij bralcev in bralk, kot tudi podjetij in razpisnih sredstev. Razlog je preprost, v Sloveniji ni sredstev namenjenih neposredno preiskovalnemu novinarstvu, v tujini je nekaj mednarodnih fundacij, ki podpirajo to področje, ampak je njihova podpora usmerjena predvsem na projekte, ne pa na preiskovalno delo v eni sami državi. Obenem je težava tudi to, da Slovenija pogosto niti ni ciljna država teh razpisov. In iz tega razloga so v bistvu donacije bralcev, bralk in podjetij za nas izrednega pomena, ker nam namreč omogočajo, da lahko ta sredstva namenimo neposredno za naše preiskovalno delo. Vsako leto v ta namen organiziramo tudi posebno kampanjo #PodpriPodčrto, v kateri pa seveda naša občinstva nagovorimo, da podprejo naše delovanje. Sistem, ki ga imamo za delo z donatorji danes, smo skozi vse ta leta gradili, prilagajali, testirali različne ideje in seveda ni čisto isti, kot je bil na začetku. Spreminja se tudi višina podpore, ki jo prejmemo. Kot lahko vidite iz preglednice, je Podčrto v prvem letu delovanja od podjetij zbral 11.400 evrov. Skupaj z ostalimi donacijami je tako budžet v prvem letu znašal okoli 16.000 evrov. Ta sredstva so bila uporabljena za zagon in vzpostavitev medija. In mogoče je pomembno, da omenim, da sta prvi 2 leti v bistvu za vse, vključno s produkcijo, skrbela zgolj 2 človeka. Danes je ekipa malo večja, Podčrto ustvarja 10 ljudi, 5 rednih sodelavcev, 5 občasnih, ampak v prvih letih delovanja je pa dejansko sta soustanovitelja skrbela za vse. V zadnjih, kot lahko vidite, je v zadnjih 7 letih prišlo do povišanja višine donacij. V lanski kampanji smo tako od podjetij zbrali nekaj več kot 50.000 evrov. In pa rada bi vam pokazala mogoče tudi razrez kampanje, ki bo zanimiv za vas. Kot je razvidno, v bistvu Podčrto zbere skoraj 50% vseh sredstev s podporo bralcev in bralk ter donatorjev podjetij. Podpora podjetij v 2021 jih je bilo 16, je predstavljala 25% vseh zbranih sredstev. Zakaj je to pomembno? Kot sem že omenila, so ta sredstva za nas ključna in to zato, ker jih lahko namenimo neposredno za preiskovalno delo in v zgodbe, ki so osredotočene na slovenski prostor. Seveda, naš cilj je v naslednjih letih ta procent še nekoliko povečati. Ja, se pravi, to je nekako razrez kampanje. Kot cilj smo si zastavili 200.000 evrov in smo ga tudi dosegli za podporo vseh navedenih. Zdaj pa, da ne bomo samo o številkah, bi mogoče povedala nekaj več o tem, kako je pri Podčrtu sploh urejeno sodelovanje z donatorji podjetij. In prva iztočnica, donatorji podjetja lahko Podčrto podprejo z donacijo v denarnem znesku ali v storitvah.
V 7 letih delovanja nas je podprlo skupno že več kot 60 slovenskih podjetij in podjetnikov. Nekateri nas podpirajo samega začetka, veliko večino uspemo prepričati v večletno podporo. Leta 2016 smo pričeli s postopno profesionalizacijo področja na način, da smo vključili zunanjega sodelavca. Od 2019 oziroma od konca 2019 pa je temu namenjeno tudi eno izmed delovnih mest, konkretno gre za delovno mesto, na katerem sem sama zaposlena. Izpostaviti bi želela mogoče še to, da donatorji podjetja lahko donacijo namenijo za celotno delovanje pod črto in ne za posamezne preiskovalne zgodbe. O teh tudi z njimi nikoli ne govorimo. In mogoče je tukaj, ko govorimo o NVO-jih, ki delujete na drugih področjih, mogoče obstaja nekoliko več manevrskega prostora, zato ker lahko povabite k podpori posameznih programov, posameznih dejavnosti. Medijske organizacije tega ne morejo narediti in to vam seveda potem odpre še neke dodatne možnosti. Formalno pravno sodelovanje usmerjajo statut zavoda, kodeks delovanja in individualne donatorske pogodbe. Z vsakim podjetjem sklenemo donatorsko pogodbo in na tak način opredelimo zaveze obeh strani. Ni zakonsko obvezno, a to vseeno priporočamo. Bi kar rekli, da je to nek primer dobre prakse. Zdaj več o tem, katere elemente vključuje naša pogodba, boste pa lahko našli v priročniku, ki vam ga bomo poslali. Omenila sem, da v 2021 nas je podprlo 16 podjetij. V 7 letih smo s prošnjo za podporo kontaktirali več kot 900 podjetij. Kaj smo se z tega naučili? Gre za tek na dolge proge, vsekakor. Večina vprašanih bo ponudbo najverjetneje zavrnila, ampak to še vseeno ni razlog za obup. Pomembno je, da ob uspehih vprašamo za priporočila glede drugih podjetij, ki bi recimo lahko potencialno bila zainteresirana za sodelovanje. Pri Podčrto smo recimo dober odziv zabeležili predvsem med startup podjetji, se pravi podjetji, ki so nastala kot startupi, saj so v našem modelu nekako prepoznali vzporednice z lastnim načinom delovanja in jim je bilo pač to zanimivo. Tako da vredno je razmisleka, recimo, kakšna podjetja so potencialno tista, ki se bodo odzvala, katera pa mogoče malo manj. Rekla bi še, da je vsekakor prvi korak vedno ta, da premislite, ali v potencialnem sodelovanju s podjetji in podjetniki vidite dodano vrednost in ali si to sploh želite. To je mogoče tisto prvo vprašanje, ki si ga organizacija mora zastaviti. In v tem smislu bodite pozorni predvsem na to, da se odgovorite na vprašanje, kako bi vam tak tip donatorjev lahko pomagal pri doseganju vašega poslanstva. In pa druga zadeva, kaj je tisti konkretni cilj, ki bi vam ga lahko pomagali doseči. Zdaj v našem primeru recimo je bil konkretni cilj vzpostavitev prvega neprofitnega preiskovalnega medija v Sloveniji. Tako da, to bi mogoče izpostavila. Kako pa jih nagovorimo? Zdaj, na začetku je bilo seveda naše komuniciranje osredotočeno na vizijo medija, zdaj v novejših kampanjah smo bolj osredotočeni na naše delo, na spremembe na bolje, v katerem so prispevale naše zgodbe in na druge dosežke. V nagovoru obstoječih donatorjev tako vedno izpostavimo predvsem vpliv in učinek naših preiskovalnih zgodb in pa seveda tudi razvoj organizacije. Temu je namenjena tudi posebna podstran na naši spletni strani podčrto.si. Pri nagovarjanju potencialnih novih donatorjev je zadeva mogoče malo drugačna. Tam smo osredotočeni na naše najodmevnejše zgodbe, v bistvu se moramo šele predstaviti, kdo smo, kaj počnemo, zakaj nas podpreti. Vedno je treba, nikoli ne smemo predpostavljati, da nas podjetja oziroma kdorkoli, s komer komuniciramo, že pozna, če tudi smo mogoče uveljavljeni v svojem okolju. In pa v bistvu v našem primeru je bilo pomembno pokazati, da ima lahko
novinarsko delo preko preiskovanja in opozarjanja na nepravilnosti, pomembne učinke na spremembe na bolje v družbi. Zdaj, pri nagovarjanju novih donatorjev je treba biti vztrajen, najverjetneje se ne bodo odzvali na prvi poziv. Naša izkušnja kaže, da jih je potrebno kontaktirati v povprečju 3 do 5-krat, mi smo to počeli recimo z dvotedenskimi intervali, tako da vztrajno, ampak se da, ne? Mislim, da vsi vemo, da pač delo v NVO sektorju, vendar če kaj zahteva vztrajnost. Vsako leto izvedemo tudi kampanjo, ta že omenjena hashtag #podpri pod črto, in zanjo pripravimo posebne vizualije in kampanjska sporočila. Kaj smo se mogoče naučili v tem času? Naučili smo se, da je podpis donatorske pogodbe zgolj prvi korak. Sodelovanje zahteva redno komunikacijo, ki mora potekati ves čas, ne zgolj takrat, ko se odvija kampanja, in zato pri Pod črto temu res namenjamo veliko pozornosti. V ta namen imamo tudi postavljene posebne komunikacijske kanale in recimo ena sprememba v primerjavi s samimi začetki in s tem, kako zadeve potekajo danes, je recimo ta, da na začetku je večina sestankov in govorov potekala v živo, bilo je zelo tako startupovsko, bilo je zelo dosti teh nekih individualnih pitchov, ki sta jih izvajala soustanovitelja, in dosti bo recimo tudi pojavljen v medijih. No, danes pa tudi zaradi seveda epidemije COVID-19 se je pač to delo z donatorji v veliki meri digitaliziralo. Tukaj na tem slajdu lahko vidite primere vseh preteklih kampanj. Kot rečeno, vsaka ima neko svojo vizualno podobo in tudi svoje sporočilo. Zdaj za lani smo imeli kdaj, če ne zdaj, nekaj taka, ti da malo misliti. In očitno je bilo uspešno, ker kot rečeno smo uspeli doseči cilj, ki smo si ga zadali. Mogoče še nekaj o komuniciranju. Vem, da je bilo danes že dosti rečeno, ampak mogoče je ta tip komuniciranja vendar malo drugačen. Ker gre za sodelovanje, morajo biti komunikacijske aktivnosti oziroma dejavnosti, ki jih izvajamo, redne, torej izvajamo jih celo leto in ne zgolj v obdobju kampanj. In v ta namen seveda uporabljamo več kanalov. Osrednji je seveda naša spletna stran podčrto.si, to je glavna platforma za distribucijo vsebin in interakcijo. Uporabljamo tudi Facebook, Twitter, Instagram in pa potem še posebne kanale, ki pa so mesečna poročila, ki obsegajo tako vsebinski in finančni del. Pripravljamo tudi tedenske e-novice, zgodbe s pod črto. Ob koncu leta oziroma v januarju pripravimo tudi poročilo o našem delu v preteklem letu, ponavadi oblikujemo posebno brošuro in jo pošljemo vsem podpornikom. In pa seveda individualni sestanki. V zadnjih letih smo zaradi epidemije uvedli tako imenovano virtualno kavo s pod črto, kavo na daljavo. Gre za kratek 20 do 30 minutni sestanek, check-in z obstoječimi donatorji. Na večini sestankov so prisotni jaz in direktorica, včasih samo jaz, odvisno pač od razpoložljivosti. Tukaj je mogoče res ta nek pomemben poudarek v tem, da je treba komunikacijo pač vzpostaviti na način, da je prilagojen vašim kapacitetam. In seveda to, da imamo mi toliko različnih kanalov, ne pomeni, da jih morate imeti tudi vi. To je pač samo in seveda tudi mi nismo imeli vseh teh tako od začetka, to je pač vse posledica 7 let dela na tem področju in pač recimo tudi boljšega uvida v to, kaj donatorji želijo, na kak način želijo, da z njimi komuniciramo, kaj jih zanima, kaj jih mogoče ne zanima tako zelo. In
ti kanali so na nek način rezultat vsega tega. Mogoče za konec bi dodala, da donacija oziroma donatorska pogodba je pri sodelovanju z donatorji podjetij vedno prvi korak. Pomembno je, da dobijo povratno informacijo o tem, k čemu so v bistvu prispevali svojo podporo in kakšne učinke je to imelo. Seveda, en recept, nek splošen recept za sodelovanje ne obstaja in zato morate pri izbiri pristopov, ki jih boste uporabili, vedno upoštevati pač vaše cilje, vaše kapacitete in ne nazadnje tudi delovanje vaše organizacije. In pa zato, ker pač je čas omejen, vas vabim res, da pogledate in najdete ostale podrobnosti v našem priročniku, ki se imenuje Skupaj za boljšo družbo. Zdaj, če mi bo uspelo, bi vam ga mogoče pokazala, sem na hitro, da vidite, kako izgleda. Drugače pa, bom z veseljem odgovorila tudi na vsa vprašanja kasneje, tako da, če koga karkoli zanima, samo pogumno. Ana, malo se nam že moti, a boš sam na hitro preskrolala? Saj to bom šla sam skozi, sem tudi zato, da dobiste občutek, se vidi. Ne, spet smo na tvoji prezentaciji. Sej, glej, bomo poslali itak vsem na mail, pa pol lahko pogledajo. Tukaj se vidi? Ne. Ne, ok. Okay. No, se opravičujem, dobite na mail, čez kakšno vprašanje pa. Priročnik ziher obstaja. Obstaja. Okay. Hvala, Ana. Zdaj bi poprosila Nejca iz Danes in nov dan, da predstavi platformo za crowdfunding nevladnih organizacij. Lep pozdrav, sam trenutek. Ok. Torej, zdravo, moje ime je Nejc, prihajam z Inštituta Danes in nov dan, predstavil bom pa našo platformo Huda pobuda, in sicer je to platforma za množično financiranje oziroma crowdfunding projektov manjših ali lokalnih nevladnih organizacij oziroma nek tak Kickstarter, ki izgleda nekako takole. Cilj Hude pobude je zagotavljanje infrastrukture za preprosto zbiranje donacij na internetu direktno od podpornikov, česar predvsem manjše nevladne organizacije pogosto nimajo. Zraven pa smo želeli nekako deliti še nekaj svojega znanja pri pripravi kampanj, ki smo ga nabrali skozi leta. Tako bi manjšim organizacijam omogočali izvedbo projektov, za katere bi sicer težje dobili sredstva iz različnih razpisov, torej kakšne take hiperlokalne pobude, osredotočene na posamezne lokalne skupnosti, ki pa niso zaradi tega nič manj pomembne. Danes bi sam na kratko predstavil pilotno izvedbo poziva, v katerem smo zbirali sredstva s filmarji iz Kulturno-socialnega zavoda Sagar, neodvisnim obalnim radijem in pa zavodom Dobra pot. Kar se tiče same izvedbe, smo pred objavo prvega poziva kar nekaj časa ugotavljali, kakšne organizacije so sploh primerne, da na taki platformi zbirajo sredstva. Zaradi nekega poglobljenega pristopa z naše strani smo se omejili na 3 organizacije in podali kar precej natančne pogoje za sodelovanje. Predvsem bi mogoče izpostavil, da so mogle pobude naslavljati neke zelo konkretne težave in pa da so mogle pozitivne učinke prinašati tudi po tej prvotni izvedbi, torej da bi zagotovili neke vrste trajnost teh pobud. Pri iskanju organizacij smo sodelovali predvsem z lokalnimi mediji in pa mrežami nevladnikov, ki so nam res pomagali nekako razširiti doseg in pa seveda na družbenih omrežjih in drugih lastnih kanalih.
Skupaj smo v tem pilotnem pozivu prejeli okoli 15 prijav, kar je za prvo izvedbo kar precej. Sploh pa smo bili zadovoljni, ker so bile tako rekoč vse te kampanje vsebinsko zelo blizu tega, kar smo iskali, kar smo si zastavili zadeve. Potem je strokovna komisija izbrala 3 organizacije in z njimi smo res zelo aktivno sodelovali pri pripravi kampanj. Vse ideje smo mogli namreč malenkost prilagoditi, da so bile res primerne za tovrstno množično financiranje na internetu, predvsem z vidika, da je pri teh kampanjah res natančno treba definirati cilj, torej zakaj točno se zbira sredstva. Na teh spletnih kampanjah za manjše organizacije mora biti podpornikom in podpornicam res zelo jasno, čemu namenjajo svoj denar. Zato smo na koncu določili, da bo Zavod Sagar zbiral za kino turnejo, na kateri bodo v sodelovanju z edinim romskim gasilskim društvom na svetu predvajali svoj dokumentarni film o delu teh romskih gasilcev. Neodvisni radio je zbiral za nove studijske prostore, v katerem bodo člani lokalne skupnosti ustvarjali in predvajali neke angažirane vsebine. Zavod Dobra pot pa za izvedbo vseslovenske akcije zapisovanja spominov starejših, v kateri bodo nekako prostovoljci hodili po državi in s to aplikacijo beležili ustna izročila. Za vsako organizacijo posebej smo pripravili svojo komunikacijsko strategijo, o tem je bilo že nekaj govora danes, ampak res je pomembno, da ima vsaka kampanja točno določen načrt, kako bo potekala, ki se mu potem dosledno sledi. Se pravi, smo zelo natančno določili tako cilje same kampanje kot komunikacijske cilje, pa neka ključna sporočila, pripravili smo sporočilo za javnost, zelo natančen seznam lokalnih pa tudi nacionalnih medijev, nek načrt za družbena omrežja, pa še par aktivnosti, ki so bile pa prilagojene posamezni organizaciji, recimo radio z nekim dogodkom ali pa neke izseke iz tega dokumentarnega filma in tako naprej. Potem smo en mesec izvajali te kampanje, zelo redno smo komunicirali z mediji in z novinarji, odprli smo lastne profile na družbenih omrežjih, pa uporabljali smo Danes je nov dan profile, pa profile vseh teh 3 organizacij, novičnike, njihove mreže prostovoljcev, njihove kontakte in tako naprej. In mogoče pri tem je bilo še najtežje, da v tem prvem pozivu je v bistvu ta blagovna znamka Huda pobuda bila praktično neprepoznavna in je bilo v bistvu poleg teh kampanj samih treba nekako graditi prepoznavnost tudi njej. Zato predvidevamo, da bo v prihodnje to boljše, sploh zato, ker smo strani novinarjev dobili res dober odziv na te kampanje. Pojavili smo se v številnih medijih, tudi največjih, na televiziji, na radiju. Tako da z tega vidika je bilo res uspešno. Na koncu je Sagar kolektiv zbral 1015 evrov, Neodvisni obalni radio 2525, Zavod Dobra pot pa 1265. Poleg tega pa smo dosegli to res odlično medijsko prepoznavnost. Zneski so sicer manj od tega, kar smo načrtovali, ampak v bistvu akcijo vseeno ocenjujemo kot uspešno. Vse 3 organizacije bodo te pobude tudi izvedle, sicer v nekoliko manjšem obsegu, kot smo na začetku predvidevali. Mi pa smo dobili cel kup nekih nasvetov, oziroma veliko smo se naučili za naprej. Mogoče po tej pilotni izvedbi je bilo predvsem jasno, da vsaj v teh začetnih stadijih platforme si moramo mogoče zadati malo manjši cilj oziroma financirati neke malo manjše projekte,
Verjetno tudi vi veste, da v Sloveniji ta donatorska kultura ni spet preveč močna, posebej za te neke res manjše lokalne projekte. Zato je v tej fazi, ko Huda pobuda še ni preveč znana, mogoče 5000 evrov, kakor smo si zastavili na začetku, nekoliko previsok cilj. Res je treba natančno definirati projekte, usmeriti v čim ožji cilj in tega čim bolj približati javnosti. No, če je ta cilj preveč splošen oziroma podpornikom in podpornicam ni tako jasno, kako bo njihov denar porabljen, potem so tudi rezultati slabši. Potem naslednja stvar je, da v bistvu, čeprav je o nas pisalo veliko medijev, tudi največjih, se to ni nujno preveč poznali pri samih donacijah, oziroma so se na tem področju celo boljš odrezali neki oglasi na družbenih omrežjih z nekimi manjšimi zneski. Seveda to ne pravimo, da pozornost medijev ni ničesar pripomogla, gre za res en velik korak pri ustvarjanju zavedanja tako o Hudi pobudi kot o samih organizacijah in teh projektih. In to bo zagotovo koristilo tako nam kot njim v prihodnje, oziroma ko se bodo te projekti izvajali ali pa ko bomo mi ponavljali poziv. Poleg tega pa smo ugotovili, da bi mogli v naslednjih, oziroma da bomo v naslednjih izvedbah se nekoliko več posvečali tudi nagovarjanju podjetij iz lokalnih okolij teh organizacij, ki zbirajo sredstva, kar lahko res pomembno pripomore k doseganju še boljših ciljev. Kako bomo nadaljevali? Predvsem se veselimo sodelovanja z vsemi 3 organizacijami, s katerimi smo zbirali sredstva. Oni zdaj pripravljajo oziroma začenjajo z izvajanjem projektov. Mi bomo to spremljali, še naprej komunicirali na kanalih in tako gradili in na svoji prepoznavnosti in na njihovi. Potem pa, ko bojo te 3 pobude izvedene, bomo začeli nekako iskati nove organizacije na teh temeljih, razvijati platformo naprej, izvajali nove kampanje, nekako vse skozi imamo pa pred sabo nek končni cilj, in to je, da ta platforma živi sama zase, brez toliko aktivnega vpletanja z naše strani, torej da bi te manjše nevladne organizacije projekte prijavljale na platformo. Mi bi verjetno naredili nek kratek izbor, pregled, in potem bi organizacije same naprej izvajale kampanje z neko minimalno pomočjo pri pripravi kampanj, komuniciranju in tako naprej z naše strani. Torej res kot neke vrste Kickstarter. In to je v bistvu to z moje strani, kar se tiče predstavitve. Bom pa z veseljem odgovoril še na kakšno vprašanje potem. Hvala lepa. Hvala, Nejc. Za konec pa bo še Špela iz Društva novinarjev Slovenije predstavila odmevno kampanjo za zbiranje sredstev v podporo Slovenski tiskovni agenciji. Izvoli, Špela. Živjo vsem, evo zdajle bom najprej pošerala vam screen. Opala. Pardon, moji maili, niste nič videli. Takole. Evo, še za konec jaz, malo smo že dolgi, tako da moj osnovni cilj bo v čim krajšem času čim bolj temeljito predstaviti našo donatorsko kampanjo. Jaz sem Špela, prihajam z Društva novinarjev Slovenije, ki je v letu 2021 organiziralo donatorsko kampanjo, v kateri smo v 2 krogih za slovensko financiranje Slovenske tiskovne agencije zbrali 400 000 evrov.
Torej, lahko rečemo, da je še nas presenetil rezultat naše kampanje, ampak dajmo začeti na začetku, kako smo se sploh odločili, da gremo v kampanjo. Iz javnosti, takrat je bila odločitev za to, je padla aprila, v javnosti smo dobivali z javnosti pozive, da nekako organiziramo neko kampanjo za financiranje STA, ki je takrat bila že od začetka leta brez financiranja svoje javne službe. Pomisleke smo imeli glede organizacije kampanje, predvsem zato, ker nismo imeli na Društvu novinarjev s tako kampanjo čisto nobenih izkušenj. Tako da to je tudi nekako poziv, da tudi če nimate izkušenj, se lahko priučite in lahko izvedete tako kampanjo. Pomisleki so bili tudi na strani STA-ja, zato ker so se bali negativne publicitete, če kampanja ne bi bila uspešna. No, ta bojazen je bila odveč, ampak seveda v štartu je treba tudi na to pomisliti. Zdaj, za začetek bi rekla to, da je taka kampanja primerna takrat, kadar hočete nagovoriti zelo veliko občinstvo, taka SMS kampanja, za razliko od tako, kot je zdaj razlagal Nejc ali pa tako kot pod črto, za nekako aktivacijo neke lokalne skupnosti, nekega manjšega okolja je pa definitivno boljše delati z podporniki oziroma donatorji na osebnem nivoju. Se pravi, taka velika kampanja je anonimna, in zelo pomembno je, to smo se naučili, da je in problem javnosti že dobro poznan in akter javnosti že dobro poznan. Se pravi, pričakovanje te kampanje je raslo že nekaj mesecev, vsi so že vedeli, v čem je problem. Zato smo potem tudi brez nekega večjega uvoda zelo udarno lahko šli v začetek kampanje. Zdaj bom najprej malo razložila, kako smo komunicirali kampanjo. Tukaj smo imeli delno srečo, ker je seveda STA pač medij in so sami zelo dobri komunikatorji. Poleg tega so pa v letu 2021 načrtovali tudi praznovanje svoje 30-letnice obstoja, zato so že sami malo razmišljali o tej neki grafični zasnovi, že sami so pripravljali neko kampanjo za praznovanje 30-letnice, tako da so neke idejne zasnove bile že narejene. Kot veste, je za obstanek, hashtag za obstanek postal slogan kampanje, logotip. Igrali smo se s temi besedami, ki vsebujejo kratico STA, ki je tudi kratica pač Slovenske tiskovne agencije. In taka ideja je v bistvu vsebovala tudi to, da je omogočala kreativnost, omogočala je prilagajanje sporočila, kar se je pol kasneje izkazalo za zelo uporabno. Mislim, da je bila ta idejna rešitev kar uspešna. Zdaj, imeli smo tudi srečo, zato ker je veliko ljudi takrat v medijskem svetu, v strokovnem svetu, v akademskem svetu, veliko ljudi je hotelo nekaj narediti za STA. Zato smo že v štartu kampanje v bistvu lahko sodelovali z veliko prijatelji STA, ki smo seveda vsako pomoč smo sprejeli, in vsi mediji so se pridružili kampanji. Pomembno je bilo tudi to, da je eden od odgovornih urednikov Slovenskega dnevnika prevzel komunikacijo z ostalimi uredniki in dobesedno vodil ta enotni nastop slovenskih medijev ob začetku, ob lansiranju kampanje. To je bilo zelo pomembno. Priznati moramo tudi to, da je bila med prijatelji STA ena oglaševalska agencija, ki nam je pomagala predvsem pri izpiljanju te grafične podobe in pri pripravi spletne strani za kampanjo. Zdaj, takrat na začetku smo se zelo ukvarjali s tem, kaj naj bo cilj naše kampanje. Nismo imeli pojma, kako se bo javnost odzvala.
zato nismo vedeli, kakšen končni znesek naj postavimo. Bali smo se, da če bomo postavili previsokega, pa ga ne bomo dosegli, bo to spet negativna publiciteta. In na koncu smo se odločili za nedosegljiv znesek, se pravi 2 milijona, to je imelo simboliko, ker je, če bi vsak Slovenc dal 1 evro za STA, bi to zneslo ravno 2 milijona. In pa 2 milijona je tudi cena javne službe, ki jo je država v preteklih letih plačala za javno službo STA. Tako da je imelo to simboliko, plus tega smo vedeli, da je nedosegljiv cilj, tako da tudi če bi zbrali 50.000 evrov, bi rekli, mi smo itak si dali nedosegljiv cilj in to ne bi povzročili te negativne publicitete, ne bi bilo razočaranja. Potem tukaj vidite, no, se bomo šli mogoče še pol nazaj, ampak za kampanjo smo pripravili torej posebno spletno mesto. Na njem seveda so bili objavljeni vsi načini, na katere je možno donirati. In pa, kar se nam je zdelo zelo pomembno, da smo imeli ta frequently asked questions, kjer smo že vnaprej zelo dobro, in tukaj je STA opravil veliko delo, tudi z infografiko oziroma z slikovnim prikazom, smo opisali problem. Se pravi, da vsak je prišel na spletno stran, mu je bilo točno jasno, kaj je problem, kaj se je STA zgodilo, preteklost tega, se pravi, razvoj tega problema, in tudi odgovorili smo, kaj bomo naredili z denarjem, zakaj ga zbiramo, tako da je to vse bilo zelo jasno. Kar vas tukaj lahko, če se boste lotili take kampanje, naprimer, mi nismo imeli dnevnega števca potem donacij in imeli smo tedenski števc, ker tudi nismo dobivali v bistvu podatkov od operaterjev na dnevni ravni, o zbranih SMS donacijah, ampak naprimer dobili smo veliko vprašanj, koliko je že zbranega denarja, tako da probite, če boste se lotili kampanje, pa delali spletno stran, tudi ni nujno, da je samostojna spletna stran, lahko je podstran vaše spletne strani, zato da je zadeva čim bolj enostavna, čim cenejša. Ampak zelo pomembno je imeti ta števc. Nam je pri komunikaciji tudi zelo pomagali, verjetno ste to tudi zasledili, te dnevi, odkar STA ni dobila plačila od države, tudi s to številko smo operirali in to je bil spet en števc. Hočem reči, da so te števci za javnost zanimivi, neke številke, ki se spreminjajo na gor, na dol, to je vedno nekaj dinamičnega, kar se dogaja na spletni strani. Zdaj, kar je glede spletne strani oziroma same komunikacije, je pomembno to, da kampanja načeloma traja 1 mesec. In zelo, lažje je narediti ta začetni boom, tudi komunikacijsko, to prisotnost kampanje povsod, težje je pa potem to vzdrževati. Mi smo to, vmes smo sklicevali tiskovne novinarske konference, bili smo prisotni seveda na družbenih omrežjih, pomagali so nam pa tudi nasprotniki STA, zato ker so s svojimi sovražnimi tviti in drugimi objavami so skozi nekako aktualizirali našo kampanjo, tudi na petkovih protestih, ki so bili takrat še zelo številni, so bili pozivi za donacije v medijih, to kar sem vam prej pokazala, to so naslovnice. Mi smo kampanjo lansirali, kar je bilo tudi simbolično, na 3. maj, to je dan svobode medijev, mednarodni dan, in tole so bile naslovnice, v bistvu čisto vsi večji mediji so tisti dan imeli našo kampanjo na naslovnici, pripravili smo jim tudi oblikovno posebne banerje, ki so jih potem tekom celotnega meseca objavljali, in moram reči, da so velika večina medijev je objavljala naša sporočila in te naše banerje in novinarske prispevke in vse. Ja, malo smo imeli
minus, naše kampanje so bile tele majice, čeprav izgleda, da jih je bilo takrat na voljo veliko. Dejansko nismo tega predvideli in smo pa naredili nekaj majic, rečemo za prijatelje STA, in ljudje so jih videli in so hoteli te majice nositi. Mi pa tega nismo predvideli, tako da smo šele 14 dni ko je kampanja že tekla, končno vzpostavili to prodajo majic. Majice so v bistvu pomembne, sicer predpogoj je to, da imate zelo dobro oblikovano logotip ali pa da imate zelo dobro sporočilo, zato da so ljudje te majice pripravljeni nositi. Pomembne so za publiciteto kampanje in pa lahko so pa tudi dosti dober vir prihodkov, ker mi smo se potem zmenili tako, da je od nakupa majice v bistvu podjetje, ki je majice izdelovalo, tudi del tega cene majice doniralo Slovenski tiskovni agenciji. Tako da majice so kar lahko dober vir za komunikacijski in v bistvu donatorski. Mi smo se tudi poskušali malo več ukvarjati z pol, ko je kampanja že tekla, mogoče v prvem tednu, smo se poskušali tudi ukvarjati s podjetji, naslovili smo eno posebno prošnjo podjetjem, ampak žal, zaradi tega ideološkega naboja naše kampanje se podjetja, mislimo, da je to razlog, nekako niso odločala to v veliki meri, čeprav med donatorji so bila tudi podjetja. Tako da pri splošni javnosti je bil ta ideološki naboj pozitiven, ker je kampanja hkrati donacija STA je nekako pomenila tudi upor vladi. Ampak za podjetja, ki pa morajo delati v nekem okolju gospodarskem, pa verjetno upor vladi ni ravno pozitivna stvar, tako da mislimo, da je to bil nek minus za kampanjo, se pravi, da bi neposredno zelo dobro nagovorili podjetja, mislim, da jih nismo. Taka je naša ocena. Zdaj bi vam pa malo, evo tole je razrez sredstev, ki smo jih zbrali in hkrati tudi vam zdajle tole je samo prvi krog. Kampanja je imela dva kroga. Prvi krog je bil v celoti izveden, kampanja je tekla 1 mesec, drugi krog smo pa po enem tednu prekinili, smo zbrali 100.000 evrov v drugem krogu še dodatno, se pravi, zdajle tlele razrez za prvi krog. In tukaj vidite tudi vire, iz katerih v bistvu so prišle donacije in v kakšnem odstotku, in se vidi, da je preko 60% donacij prišlo z SMS donacij, potem kartice, vidite 4% nakazila na TRR, tudi so imela kar velik doseg. Zdaj pri kampanji je zelo pomembno, že odvisno je zdaj, ali kampanjo zbirate, ali sredstva zbirate zase, ali pa jih zbirate za koga drugega. V vsakem primeru je zelo dobro, da je že od začetka zraven tudi računovodja, zato da ne boste imeli kakšnega kasnejšega zapleta. Ja, pa naša izkušnja je, da je treba donatorjem potencialnim čim bolj olajšati donacijo, to je prvo, in drugo, jim ponuditi čim več možnih načinov doniranja. Mi smo se odločili za tale. Tako da, in tudi ta STA 5 na 1919, ta ključna beseda je dobesedno postala tudi slogan kampanje, ki se je ful delila, in tako da to je tudi pri SMS donacijah fino, tako kot je, ne vem, Boter 5, ali pa se mi zdi, da so določene te ključne besede dobesedno že ponarodele in so postale v bistvu slogani ali pa logotipi sami po sebi.
Zdaj vam bom malo predstavila bolj natančno. Špela sem, da te ustavim, že 15 minut imaš, tako da če lahko... Ja, bom zelo hitra, se opravičujem, še daljša sem kot, ko sem to doma delala, super. Se pravi, do SMS donacij so upravičeni nevladne organizacije s statusom v javnem interesu. Storitev omogočajo Telekom, A1, Telemach in T2. Z njimi treba jim je poslati prošnjo, navadno jo odobrijo v enem tednu, to se pravi storitev donacije pa odprejo, rečemo, v začetku meseca, lahko se pa dogovorite tudi drugače, no, ampak načeloma se pravi za prvim v mesecu. Pri Telekomu je ta storitev plačljiva, je pa nizka cena, 10 € na mesec, pri ostalih operaterjih je brezplačna. Načeloma za to prvo pogodbo dobiš eno ključno besedo, drugo ključno besedo pa je treba pri T2 pa pri Telekomu plačati. Pri ostalih operaterjih ne. Mi smo se najprej odločili za STA1 in STA5, ampak potem so izkušnje pokazale, da je 90% ljudi nakazalo preko, doniralo STA5, kar pomeni, da nima smisla mogoče sploh iti v dve ključni besedi in si s tem delati stroška. Se pravi, to je SMS, pa smo imeli nakazila na tekoči račun. Mi smo odprli poseben transakcijski račun, ni pa to nujno, ker je to spet povezano s stroškom, poveča pa preglednost. Za tiste z mobilnimi bankami smo kreirali tole QR kodo, ki je bila tudi sestavni del vseh banerjev v vseh, kjerkoli smo oglaševali. Je pa nujno zraven tudi napisati transakcijski račun, ker niso pa vsi vešči skeniranja QR kod. Je pa to fino zato, ker dejansko omogoča zelo majhen angažma ljudi za to, da lahko nakažejo. Evo, to bom šla in omogoča hitro in enostavno doniranje, to bom šla zdaj zelo hitro naprej. Potem kartična plačila so zelo fajn, se ste videli, ni bil velik odstotek donacij, ki bi prišla na direktno, mislim, ki bi prišla preko kartic na naš račun. Uporabna so za donacije iz tujine. Lahko se dogovorite z različnimi ponudniki, mi smo to zelo bolj v zadnjem trenutku delali, ampak jih lahko vprašate tudi za razne nekomercialne ponudbe. Tako da tukaj si je dobro vzeti mičken več časa, kot smo si ga mogoče vzeli mi. Bodite pa pozorni pri nakazilih iz tujine. Dobro, to sem že zdaj sem že malo v krizi za časom. Ta četrti način je bil pa še potem mBills, to je pa slovenska mobilna denarnica, tudi oni ni dodatnih stroškov, kreirajo QR kodo, ki jo potem lahko oglašujete, ni pa ta način pač toliko prepoznaven. Tako da v nadaljevanju mi potem v drugi fazi, sploh v drugem krogu, nismo več sploh kartičnega načina dali na razpolago donatorjem, ker je bil tudi premajhen priliv donacij iz tega računa. Smo se osredotočili na SMS-e in nakazilo na TRR. Tukaj bom jaz zdaj zaključila. Če rabite več informacij o tem, kako stvari urediti z operaterji, smo vam na voljo, mogoče bomo celo pripravili kot 2 strani dolga navodila, zato da si jih boste lahko pač kasneje pol tudi prebrali. Rekla bi pa samo še nekaj, da poleg tega, da smo zbrali sredstva, smo bili navdušeni nad uspehom kampanje, je bilo pa ključno v kampanji tudi to, da smo v tistem trenutku vsi skupaj z donatorji vred, s prijatelji STA, dvignili moralo STA, da se je bila sposobna potem upirati, se veste, do konca, to je trajalo še kar nekaj mesecev in to je bilo poleg sredstev enako pomembno za Slovensko tiskovno agencijo. Hvala.
Hvala, Špela, super, da končamo na eno tako pozitivno zgodbo. Zdaj bi vas pa rada povabila, da se oglasite s svojimi vprašanji, pa ker je prvo vprašanje vedno najtežje, ga že imamo. Sam predlagam, da v bistvu tisti, ki bi želeli vprašati vprašanje, tukaj spodaj desno imate en tak smiley, pod katerim piše reactions in lahko dvignete roko raise hand in vas bomo pol poklicali. Zdaj začeli pa bomo že s vprašanjem, ki ga imamo za Ano. Pa Ana, hkrati, ko odgovarjaš na vprašanje, morda je to tudi prilika, da potem lahko še tisti priročnik pokažeš. Velja? Vprašanje za Ano pa je. V letu 2020 ste pridobili 2-krat več donacij od podjetij. Kaj je bilo ključno za to? Hvala za to vprašanje. Ključno za to je bilo, da smo v letu 2020 zgodili so se dve stvari. Ena je, da je eden donator povišal donacijo in pa uspeli smo pridobiti tudi 3 nove. Vsi so donirali več kot 5000 evrov in zaradi tega je potem ta številka pač toliko višja v skupnem seštevku. V 2 od teh primerov je šlo za priporočila obstoječih donatorjev, tako da tu mogoče še enkrat izpostavljam ta vidik, da v bistvu je zelo pomembno, da ko nam vendarle uspe vzpostaviti neko sodelovanje in imamo neke podpornike, da jih povprašamo za priporočila glede tega, kdo bi bil še mogoče drugi potencialni donatorji, ampak kot vidimo, se tudi oni med sabo pogovarjajo. Tako da v bistvu to je bilo za nas kar presenečenje, ko smo dobili to sporočilo, da naj prosim pripravimo donatorsko pogodbo. Tako da 2 novi donaciji, torej, ki so bili višji od 5000 evrov, do katerih je prišlo na podlagi priporočil. In pa v enem primeru je šlo za podjetje, ki nas je v preteklosti že podpiralo in se je odločilo za ponovno podporo in tudi v tem primeru je šlo za donacijo 5000 evrov oziroma več. Upam, da sem odgovorila na vprašanje. Zdaj pa, če mi bo uspelo, ne vem, če mi bo, da nekako, nič, ker vse je v redu. Bom poslala to brošuro, boste dobili po elektronski pošti. Okay, velja. Imamo še kako vprašanje? Ja, Cvetko. Se moral vključiti, a se slišimo? Slišimo. Hvala lepa. Ja, iskrena hvala, kot sem že zapisal v chatu, vsem izvajalcem, mnogo idej, mnogo izkušenj. Pravijo, da se najbolj učiš iz svojih lastnih izkušenj, vendar je vsakič dobro slišati tudi izkušnje drugih. Seveda sem vesel, da si je to odprlo in da na ta način se prepoznamo drug drugega. Ne tisto, da se bomo na ulici srečevali, kar je spodobno, da se pozdravi, kar je lepa navada, če tako rečem, pa vendarle spoštljiva in dostojanstvena. Tako da ob koncu izvajalci so tudi med svojim izvajanjem rekli, da bodo takšni ali drugačni materiali ali celo, kot je Korana rekla, da bo tudi posredovano na naše e-naslove ali podobno, bi res prosil, če bi se dalo kaj takega dobiti. In mi smo namreč, sem predsednik, rekel sem enkrat da, društva SVISI, uporabniškega društva za duševno zdravje, in res smo začetniki, doživljamo vse otroške bolezni, kar se v tem pomenu preneseno lahko razume, pa vendarle vsaka koristne so pravzaprav vse, vsake so individualne in specifične za vsak nasvet in pomoč. Najlepša hvala. Hvala za ta komentar. Vsekakor pošljemo vse materijale, ki jih imamo. Super, hvala. Imamo še kako vprašanje ali pa komentar? Ali pa morda želi kdo svojo izkušnjo, pozitivno ali negativno deliti?
Ok, imamo dvignjeno roko. Rok. Zdravo, še enkrat tudi z moje strani hvala organizatorjem, res super, to rabimo. Hotel sem samo eno čisto konkretno tehnično vprašanje okoli generiranja teh QR kod. Če mogoče kdo ve, a je to nekaj, kar ti generira tvoja banka, se pravi za nakazilo na račun društva v našem primeru, ali je to nekaj online najdem, pa si sam zgeneriram to kodo? Zdravo, Rok, bom kar jaz odgovorila, ker sem se jaz s tem delom ukvarjala. Meni je pomagal programer pri tem. Sicer so navodila za generiranje QR kode online, lahko jih tudi pošljem, ampak jaz sem jo poskusila sama narediti v enem programu, ki je tudi dostopen online, se mi nekako ni uspelo, ni bila čisto po teh pravilih, tako da če imate kje kakega programerja, je fajn, da vam vseeno on to naredi, da bo to res delovalo čisto v vseh spletnih bankah. Mi smo pač pri naši QR kodi ugotovili, da nekaj ni v redu, zato ker pač meni je delovalo v mBills, pa ne vem, v NKBM, potem se je pojavil nekdo iz neke čisto tretje banke, ki pa je rekel, ja, da ne more tega prebrati. Tako da zato smo sploh ugotovili, da je težava. V glavnem, in ni nekaj, kar banka generira, ampak se da to dosti enostavno vse narediti, zdaj vse taka znanost. Super, hvala lepa. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ok, če ne, pa predlagam, da zaključimo v 90 minutah, tako da mislim, da smo super. Upam, da ste vsi uspeli pojesti kosilo med tem predavanjem. Hvala vsem, res veselje nam je bilo dobiti to priložnost, da lahko delimo svoje izkušnje, tako pozitivne kot negativne z vami. Hvala vsem govorcem, hvala Anastaziji za tehnično podporo pa za handlanje vsega, kar se dogajalo v chatu. In upam, da se spet vidimo ob kakšni priložnosti oziroma spoznamo bolje. Hvala lepa, dio. Hvala, dio. Hvala, čau. Hvala, ja. Ciao, ciao, dio.